Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pogled. Spet je čas za zgodovinsko temo in danes bomo govorili o Prvi svetovni vojni. Zato je z nami naš sodelavec in ljubiteljski zgodovinar Goran Ajtič. Prav lepo pozdravljen in dobrodošel v studiu. Lep pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo oddajo. Kot sem že omenila, o Prvi svetovni vojni bova govorila. Kar obsežna tema, ki se nanaša tudi na slovensko ozemlje. Pa dajva za začetek govoriti o tem, kaj je pripeljalo do vojne oziroma o tem, kako je Evropa izgledala še pred Prvo svetovno vojno. Ja, glede na to, da imava precej obsežno in dokaj kočljivo tematiko danes na sporedu, pač Prva svetovna vojna, tudi seveda ob 100. obletnici, ker smo pač leta 2014, je zelo primerna debata, pa bova poizkusila nekako čim bolj omiljeno oziroma preprosto povedati, da bo gledalcem najbolj jasno. Seveda vemo, da je potekala ta velika morija v letih 1914 do 1918, pa vendar se je vse skupaj, kot tudi vemo, začelo že mnogo prej, da ne rečemo celo desetletja ali 50 let prej. Ogledati se moramo razmere druge polovice 19. stoletja v Evropi in sicer 70. leta, predvsem 19. stoletja, ker takrat so se že formirala zavezništva in rahla nasprotja, ki so potem kasneje pripeljala do velike morije. Pri vsaki vojni je namreč tako, kot vemo, da ne nastane kar čez noč, ampak se prej vedno kuha. Tako je bilo tudi v tem primeru. In sicer je najbolj pomembno leto, morda ravno leto 1871. Kaj je bilo takrat? 1871 nastane v Evropi nova, zelo mogočna država, ki je tekom desetletij še pridobivala na moči in veljavi. To je bila Nemčija. Leta 1871 nastane cesarstvo Nemčija pod vodstvom železnega pruskega kanclerja Otta von Bismarcka, ki mislim, da marsikdo pozna to zgodovinsko osebnost. Tako, Bismarck je vodil osvobodilne vojne za nemški narod in sicer je bil prej v vojni zoper Avstrijo, še prej v vojni proti Danski in leta 1871 v vojni proti Franciji, Napoleonu III. Vse tri velesile je uspešno porazil in nekako ustanovil to, kar se je zamislil, Združeno nemško cesarstvo. Bil pa je zelo pretkan in moder politik, bolje kot marsikdo je poznal razmere na evropski celini in tudi na Balkanu, ne samo v Franciji in Nemčiji. To je zanimivo. Že nekaj let kasneje, 1878, je nastal tako imenovani Berlinski kongres, kjer so na novo črtali zemljevid predvsem Balkana. Takrat nastanejo nove balkanske države, ker se nenehno manjše vojne proti Turčiji na območju Balkana in Bismarck organizira Berlinski kongres. Kaj se je zgodilo? Nastali sta državi Romunija in Bolgarija, kraljevina Romunija in carstvo Bolgarija. In pa seveda zelo pomemben del Balkana takrat je bila tudi območje Bosne. Bosno takrat tega leta 1878 anektira oziroma priključi k sebi pa Avstro-Ogrsko cesarstvo. Pač Bosna pride pod vladavino Franca Jožefa, cesarja. To nekako vse ustoličijo in podpišejo v Berlinu in zanimivo, da že Bismarck je takrat rekel, ko je videl, kaj se dogaja, ne samo v nemirni Nemčiji, ampak tudi na nemirnem Balkanu, je rekel, prej kot slej bo prišlo do neke iskrice, zelo hudega spora, ki bo ves svet pahnila v nekakšno morijo. Stavim, da bo ta iskrica prižgana na Balkanu in ne nekje v Evropi. To so bile njegove besede že v 70. letih 19. stoletja. Dober poznavalec, ne? Tako in srhljivo resnične napovedi Otta von Bismarcka. Seveda z Prve svetovne vojne mož ni doživel, je prej umrl, vendar vemo, kam je to peljalo. Nastanejo dve sili oziroma dva tabora. Dva tabora. Tako, že takrat za časa Bismarcka in potem do konca 19. stoletja, pa že do leta 1900, se nekako nemško cesarstvo veže na svojo južno sosedo, na Avstro-Ogrsko cesarstvo.
Res, da so bili malce prej leta 1866 še v vojni, Bismarck proti Habsburžanom, kjer je Nemčija seveda zmagovita, vendar kasneje Bismarck Avstro-Ogrsko napravi svojo zaveznico, ker nekako že načrtuje, da se bo nekako svet formiral morda zoper ti dve velesili. In tudi zanimivo, da če si pogleda predvsem sestavo Avstro-Ogrske monarhije, ki je dosti bolj komplicirana od nemške monarhije. 13 oziroma 14 narodov živi znotraj Avstro-Ogrske, kot vemo. To je nekako, eni pravijo temu ječa narodov, drugi pravijo temu zavetišče narodov. Poleg Avstrijcev in Madžarov, ki sta vodilni dve plasti, je tukaj predvsem veliko Slovanov. Tukaj smo še Slovenci, Hrvati, potem so tukaj še od leta 1878 Bošnjaki, Hercegovci, tudi nekaj Srbov, na vzhodu tudi nekaj Romunov in Rusinov, na severu seveda živijo še Čehi, Slovaki znotraj te monarhije, tako da narodov je res veliko. In Avstro-Ogrska je že sama sebi morda malce grožnja. Od zunaj jo ogrožajo pa seveda še druge velesile, predvsem Rusija, ki je takrat huda nasprotnica Nemčije in Avstro-Ogrske. Tako da en tabor se poveže ta Nemčija in Avstro-Ogrska, kasneje pridobijo še Italijo, da so tri zaveznice v morebitnem izbruhu vojne proti drugim evropskim velesilam. Nasprotni tabor tem trem monarhijam se imenuje pa Srčna zveza, ali kot jo mi poznamo Antanta. Od zdaj naprej bo uporabljala pač ta naziv Antanta. In predvsem gre sta to pa dve veliki državi takrat. Francija na zahodu in pa Rusija na vzhodu. Ker imata pač to grozečo nemško velesilo ravno v svoji sredini. Zato se povežejo pač Francozi in Rusi. Zanimivo, da sami Britanci takrat pred prvo vojno, ko so vezani na kolonije, še nekako se ne izrečejo za nobeno zavezništvo in evropski kontinent opazujejo kot nevtralni opazovalci. To je zanimivo. Takšno je nekako stanje pred prvo vojno. Dva tabora in nekaj nevtralnih držav. Ja, tako. Na Balkanu pa vre tudi strani bitk pod vplivom Turškega cesarstva. Res je. Zdaj, ko sva že toliko krat omenila Balkan, pa zopet ne moreva mimo tega. Bomo rekli soda smodnika, kot mu takrat rečejo v Evropi. Že pred prvo vojno v dveh letih, 1912 in 1913, pride že do marsikakšnih nemirov. Avstro-Ogrski prestolonaslednik Franz Ferdinand, ki je nečak cesarja Franca Jožefa in njegov, bomo rekli, osebni pomočnik ali prijatelj, avstrijski general feldmaršal Franz Konrad von Hötzendorf, opazujeta Balkan že nekaj časa in tam imajo tudi nekaj vojaških manevrov Avstrijci. Vendar pa prvi spor ne povzroči Avstro-Ogrska ali kakšna balkanska državica, ampak Turško cesarstvo leta 1912, ki stiska določene dele Balkana tudi še pod svojo vladavino. Recimo Makedonija je še turška leta 1912, zato se formirajo balkanske države in gredo v tako imenovano prvo balkansko vojno proti Turčiji. To so z kraljevine, monarhije takrat seveda. Bolgarija, ki je ena najmočnejših takrat na Balkanu, pa tudi kraljevini Srbija in Grčija. Nekako trojno zvezo proti Turčiji podpišajo, gredo pač v vojno in jim uspešno iztrgajo Makedonijo. Kaj se zgodi? Sedaj se Grčija, Srbija in Bolgarija sprejo za plen, za makedonsko deželo, jo zopet nekako razkosajo in pač gredo v vojno ena proti drugi. Grčija in Srbija na eni strani proti veliki Bolgariji, na drugi strani pač vojna za plen, za Makedonijo. To je druga turška vojna druga balkanska vojna leta 1913. Med Bolgarijo na eni strani, Srbijo, Grčijo na drugi. Tukaj se že vidi, da bo prišlo s časoma še do večjih sporov. To je kot nekakšna mala vojna pred veliko vojno, bi lahko rekli balkanskim vojnam. Ja. Imamo pa tudi Avstro-Ogrsko, ki so bili do tedaj opazovalci, kot smo omenila že prej. Za časa velike balkansko-turške vojne je Avstro-Ogrska to opazovala. A sedaj, leta 1914, smo prišli do tiste ključne točke, ko Balkan postane še bolj vroč. Franz Ferdinand, avstrijski prestolonaslednik, ki je poročen s češko grofico Zofijo Hotek, takrat pač obišče Sarajevo, veliko mesto na območju Bosne.
Pač z avtom se vozita po mestu, to je 28. juni leta 1914, opazujejo razmere na Balkanu, imata tudi svoje spremstvo. Kar se je pač na Balkanu dogajalo, Srbija, ne samo, da je velika sovražnica Turčija, Srbija je vse večja sovražnica tudi severna soseda, Avstro-Ogrska. Podtalna srbska organizacija Črna roka podpira gibanje Mlada Bosna, tudi pač v Sarajevu. Več atentatorjev se pojavi tistega dne v Sarajevu. Prvi atentat na Franca Ferdinanda je neuspešen, ko pač atentator skuša umoriti prestolonaslednika in ženo z granato, vendar se izjalovi. Franc Ferdinand kljub temu ne prekine obiska oziroma vožnje po mestu, nadaljuje naprej in pride točno pred cev pištole drugega atentatorja. To je Gavrilo Princip, ravno tako član Črne roke. On pa je tisti, ki ustreli tako prestolonaslednika in ženo. Pač oba dva sta potem podležeta tem smrtnim ranam. Princip je aretiran in v zaporih je Prvo svetovno vojno celo preživel. Še en zanimiv podatek. Vendar pa to, kar je storil, ti usodni streli v Sarajevu so potem cel svet pahnili potem v tisto, kar je sledilo veliko vojno. Treba se je bilo opredeliti, ne? Države so bile pred odločitvijo. Pred veliko odločitvijo, cela Evropa. To, kar je izgledalo kot majhen lokalni spor na Balkanu med veliko Avstro-Ogrsko in malo Srbijo, to nekako zajame celo Evropo in s časoma ves svet. Kaj se zdaj dogaja? Avstro-Ogrski dvor, Habsburški na Dunaju, Franc Jožef, cesar, je na začetku zadržan in ne želi takoj odkrite vojne proti Srbiji, ki podpira Črno roko. Pošljajo pač Avstrijci nek ultimat Srbiji, po katerem naj bi avstrijski uradniki in detektivi prišli v Beograd na srbska tla in skupaj s srbskimi uradniki preiskali ozadje tega zločina, atentata. Vejo, da Srbija teh pogojev nikdar ne bo sprejela. Seveda Srbija to zavrne, Nikola Pašić kot njihov premier takrat srbski, ker ne želi, da osovraženi Avstrijci pridejo na srbska tla, da bi policiji sodelovali. To je nekaj nezaslišanega za Beograd. In te dunajske pač pogoje zavrne. To pa je dobršen povod, da Avstro-Ogrska lahko zdaj končno napove vojno Srbiji. Kar nekateri mislijo, da bo hiter vojaški izid in da bo ostalo omejeno samo na Balkan, vendar ni tako. Vemo, da Nemčija je zaveznica, nesmrtna zaveznica Avstro-Ogrske, ki pa nima nič s Srbijo. Nemčija ima svoje težave in načrte v svetu. Tako kot želi Avstro-Ogrska pokoriti Srbijo, tako si Nemčija zada nekako sveto vojno proti sovražnici Rusiji na vzhodu, ker ruska vojna industrija je takrat že kar precej napredovala in Nemčija se je zadala, da bi to rusko oboroževanje ustavila. To je zanimivo. In lahko rečemo, da sta sedaj kot nekakšna arhitekta Prve svetovne vojne leta 1914 avstrijski feldmaršal Konrad von Hötzendorf, ki smo ga že omenjali in sedaj po atentatu v Sarajevu še bolj razjarjeno zagovarja napad na Srbijo. Drugi je pa njegov kolega, nemški general Helmut von Moltke, ki pa sedaj zagovarja takojšnjo vojno proti Rusiji. Kot preventivno, kot grožnja Nemčiji strani Rusije. In tukaj se sprožijo sodni dogodki prej kot slej. Sedaj se bomo gledali še nekaj teh, bomo rekli, koronanih ali nekoronanih glav, voditeljev, politikov, cesarjev, kakorkoli, ki so zaznamovali prvo vojno, predvsem odigrali začetno vlogo v Prvi svetovni vojni. Tukaj imamo dober vpogled. Takoj tukaj prva taka oseba je recimo britanski zunanji minister Edward Grey, ki mu rečejo tudi golob miru ali zagovornik miru, kot nevtralna Velika Britanija, pa je on edini britanski politik, ki se zanima za dogajanje na celini in želi, da bi se velika vojna, ki jo že sluti, preprečila, vendar seveda je bilo neuspešno. Zraven njega vidimo potem tudi ruskega carja Nikolaja II. Romanova, ki je velik zaveznik Francije in Srbije po letu 1914, ki tudi zelo mahuje, pač, ali bi napadel Nemčijo ali ne. Tukaj vidimo našega nekdanjega cesarja Avstro-Ogrske, Franca Jožefa, ki je takrat že v visoki starosti in ki je seveda podpisal na koncu vojno napoved Srbiji.
Najbolj ključna figura prve vojne, nemški cesar William II. Von Hohenzollern, pruski kralj in cesar vse Nemčije, ki želi hitro vojno proti sovražnicama Rusiji in Franciji. In pa na koncu vidimo še francoskega predsednika Raymond Poincaré. Francija je pač republika, ni monarhija. On pa je tisti, ki tudi se veže nekako na Rusijo, zaveznik Nikolaja II. Tako so nekako ta zavezništva oziroma sovraštva takrat, leta 1914. Kako se vojna začne? Nikakor ne s tem, da bi avstro-ogrske čete vkorakala v Srbijo, ampak Nemčija prva naredi potezo, seveda. Helmut von Moltke in cesar William II. Nekako sanjata najprej o hitri, bliskoviti vojni že takrat. Moltke je zdela načrt, kako bi Francijo tako izločil iz vojne, še preden bi se velika ruska vojska formirala na vzhodu. Kako bi v eni sami potezi, pač samo na eni fronti uničili Francijo. Nisi želel na obeh straneh? Ne, nisi želel naenkrat proti Franciji in proti Rusiji, von Moltke, ampak želi najprej Francijo, na to bi pokorili še veliko Rusijo. In da bi Nemci to čim prej dosegli, nemške vojske v Francijo vdrejo preko Belgije, ki pa je takrat nevtralna. Želijo priti iz Belgije za hrbet Parizu v Francijo in tukaj bi se vrata zaprla, bi bila Francija ujeta in bi kapitulirala. To se seveda ne zgodi, ker v Belgiji kot prvo naletijo na veliki odpor in tudi Belgija je nasploh tista dežela, ki v prvi svetovni vojni na zahodu najbolj potegne kratko, rečeno po domače, ker tam je nemški teror najhujši praktično v Belgiji. Kar se tiče same Francije, ko pridejo nemške čete v Francijo, pa se vojna tukaj nekako ustavi. Nihče ni doma do Božiča leta 1914, kot so govorili na obeh straneh. Pride do pozicijske vojne, ne bliskovite. To je tisto, kar bo prvo svetovno vojno zaznamovalo praktično do konca, do novembra leta 1918. Pozicijska vojna v jarkih. Izgledalo je pa to seveda tako. Obe sovražni vojski so okopljata vsaka v svoj jarek, ena pač prvi, ena v drugem jarku in se obstreljujeta preko območja, ki se imenuje nikogaršnja zemlja. Nikogaršnja zemlja, ker pač nihče še tega ne zavzame. Enkrat marširajo eni proti drugim, drugič drugi proti prvim in vedno pade lahko na stotine, tisoče ali 10.000 mož. In ta morija traja od leta 1914 pa do 1918. Na vseh frontah nastane nekako ta tako imenovana pozicijska vojna. V tej prvi vojni so pa tudi uporabljali nova orožja? Tako. Najprej se ogledava na hitro še 3 fronte, ki se odprejo. Kot prvo so Nemci napadli Belgijo in Francijo in to je začetek tako imenovane zahodne fronte, kjer se ustali ta linija. Na to pride končno avgusta 1914 še do avstrijskega napada na Srbijo, na Beograd, kjer je najprej avstrijska vojska neuspešna. Šele v začetku leta 1915, da zavzamejo Beograd in srbsko vojsko potisnejo južneje. To je tako imenovano balkanska ali solunska fronta, kar ima Avstro-Ogrska odprto na Balkanu. Tretja fronta, ki je pa daleč največja in obsežna, je pa na vzhodu za obe dve, tako za Nemčijo kot za Avstro-Ogrsko, imenovana vzhodna ali ruska fronta, ki pa poteka ob celotni dolgi meji nemškega vzhodnega cesarstva in seveda ob vzhodni meji Avstro-Ogrske prek Galicije nekako in tukaj je pa najbolj obsežna. To so prve 3 fronte leta 1914. Seveda uporabljajo preko odslej so Nemci tisti, ki prvi razvijajo strupene pline in nova morilska oziroma bojno orožje se pojavi. Strupeni plin iperit, ki so ga Nemci prvič uporabili pri mestu Ypres v Franciji in se imenuje potem. Seveda zavezniki kmalu to posnemajo in tudi oni uporabijo podobni plin. Strojnice so tukaj seveda na novo, ki pokosijo na tisoče vojakov. Britanci izumijo tudi tanke takrat. To je pa seveda angleški izum, ki gre na bojišče in pač gazi vse pred seboj. Nemci izumijo cepeline. To je bilo že prej v Arabiji, seveda nekaj let pred prvo svetovno vojno. Po grofu von Zeppelinu se imenujejo ta plovila. Cepelini večkrat obstreljujejo, bombardirajo celo London ali na vzhodu takrat Varšavo,
ki je eno največjih ruskih mest, sicer danes poljsko mesto, takrat pa pod ruskim carstvom. Cepelini lahko prodrejo daleč na sovražno ozemlje, seveda po zraku, dlje kot letala. So pa seveda bolj okorna plovila. Tukaj je ogromno takšnega orožja izumljenega, ki na veliko jemlje življenja. Sedaj sva parkrat omenila že tudi Veliko Britanijo. Antanti se je končno leta 14 pridružila Anglija oziroma Velika Britanija, ki je bila preneutralna. Britanski kralj George V ali Jurij V in njegov zunanji minister Edward Grey, ki je zagovarjal protivojna stališča, nimata izbire in morata podpreti neutralno Belgijo, s katero so zavezniki, ker so jo pač Nemci Belgijo pregazili. Sedaj, ker je Britanija in Belgija, ker sta proti Nemčiji, avtomatsko postaneta del Antante, zaveznici Francije in Rusije. Tako da s časoma se pa tudi za Nemčijo in Avstro-Ogrsko najdejo zavezniki. Nista bili to edini državi, ki sta se bojevali praktično proti celemu svetu. Že leta 15 vstopi na stran Avstro-Ogrske Nemčije še ena balkanska velesila, Bolgarija. Zakaj? Ker ima neporavnane načrte s Srbijo, še iz balkanskih vojn, kot nesmrtna avstro-ogrska zaveznica Bolgarija. In pa seveda Turško cesarstvo. Oni se izrečejo za Avstrijo in Nemčijo, ravno zato, ker imajo slabe izkušnje s Srbijo, morda ravno zaradi tega. Tako da te 4 države se kmalu bojujejo proti celemu svetu. Leta 1915 se pa tudi v vojno vključi Italija. Ja, sedaj pridemo pa do tistega najbolj kočljivega in odločilnega momenta za Avstro-Ogrsko in predvsem za nas, za slovenski narod. Zato je ta debata še toliko bolj zanimiva. Italija na začetku vemo, da je podpisala sporazum za Avstro-Ogrsko in Nemčijo, da ob nastopu morebitne vojne bi morala napasti Francijo kot antantno državo. Vendar leta 15, že v tako imenovanem tajnem londonskem sporazumu, zavezniki Italiji obljubijo velik del avstro-ogrskega ozemlja, predvsem našega slovenskega ozemlja, če se udeleži Italija vojne na strani Antante. Tako da Italija leta 15 se odvrne od centralnih sil, to sta Avstro-Ogrska in Nemčija, in se izreče za Antanto in Avstro-Ogrski napove vojno. Tako se junija leta 1915 formira oziroma odpre še 4. velika fronta v Evropi, tako imenovana Tirolska ali v naših pojmih bolj znana Soška fronta. Ena najbolj krutih front takrat in tudi, kot bomo videli, to so največji gorski spopadi med dvema vojskama v vsej človeški zgodovini. Nikoli prej ali po Soški fronti, prej ali kasneje ni prišlo do tako hudih gorskih bitk, v nobeni vojni več, po prvi svetovni. Soška fronta je predvsem hud udarec tudi našim slovenskim ljudem. Že leta 14 je bilo veliko slovenskih vojakov skupaj z avstrijskimi, madžarskimi ali hrvaškimi poslanih na vzhodno fronto, ker Avstro-Ogrska vemo, da se na vzhodu bojuje tudi proti Rusiji. To je Galicijska fronta, južna Poljska. Tam tako Slovenci kot Avstrijci se niso počutili dobro na Galicijski fronti, ker se čutijo, da so daleč stran od doma, ali od Slovenije ali od Avstrije. Tam Avstro-Ogrska meji na Rusijo, to je vzhodni del monarhije kot drugi konec sveta, predvsem za Slovence. In tam se nekako ne čutijo dolžni braniti svoje velike domovine Avstro-Ogrske. V letih 14-15 recimo ta Galicijska fronta, ki ravno tako ni prijazna za naše ljudi. Sedaj leta 15 mora Avstro-Ogrska velik del teh sil iz vzhodne fronte premakniti tudi na zahodno, se pravi na Soško fronto, ki je odprta tik pred našimi durmi. In ravno Soška fronta je v slovenski zavesti pojmovana drugače kot Galicijska fronta. Zakaj? Ker v tem primeru naši fantje in vojaki ne vidijo pač, da branijo Dunaj in Avstro-Ogrsko, ampak svoje lastno ozemlje. Svoj dom. Tako, svoj dom praktično, ker Italija neposredno ogroža slovenske dežele. Kakšen je sploh italijanski načrt? Po možnosti bliskovito prodreti v notranjost Kranjske dežele, ta južni del Avstro-Ogrske, zasesti Ljubljano, kot velik pač pomemben del, eno od tistih mest takrat, znotraj Avstro-Ogrske in iz Ljubljane nadaljno groziti Dunaju, po možnosti celo prodor do Dunaja iz Ljubljane v zadnji fazi. To Italijanom, vemo, potem nikdar ni uspelo. Ampak sama fronta, Soška, poteka recimo od Rombona na severu, pa vse do Tržaškega zaliva na jugu.
Dolga je približno 90 km, še celo malce dlje. Obe vojski se okopljata v razne, tukaj so jarki bolj ali manj tudi znotraj hribov in gora skopljejo, predvsem naša avstro-ogrska, slovenska stran. Vojaki se okopljejo pod zemlje, Italijani to kmalu tudi posnemajo in nekako nastanejo kot prava mala mesta oziroma nekaki hodniki in labirinti pod zemljo. Vojaki se obstreljujejo, potem, ko pridejo na plano, se nekako včasih, ko pride do napadov, se preganjajo po teh najvišjih gorskih predeljih. Niso sovražniki in strah samo sovražne krogle. Predvsem je tukaj nevarnost plazov. Zelo veliko žrtev na Soški fronti. Nevaren teren. Tako, nevaren teren. Tako za avstro-ogrsko kot italijansko stran veliko plazov pokoplje tudi vojake. Potem je tukaj hudi mraz, poleg strojnic, še ena nevarnost, hude zime. Vemo, da potem to od junija leta 15, ko se fronta odpre, pa do konca, do novembra leta 17, Soška fronta, več zim preživijo in to je katastrofalno. Večkrat ni pitne vode in slaba oskrba z živili, predvsem na avstro-ogrski strani. Vojaki so včasih primorani piti lastni urin, da preživijo. Potem so tukaj še grozovite razmere tudi za vojake in za ranjence, ko včasih primanjkuje anestezije in zdravil in morajo kirurgi ude odstraniti pač samo malce pod vplivom alkohola dajo vojake ali pa še to ne. In to mraz, nenehno ogrožanje strani orožja, medicine primanjkuje. To je ena praktično najbolj grdih front Prve svetovne vojne. To je zanimivo, ravno tule pri nas, Soška fronta. Da omeniva še kako zadeva poteka. Na naši strani se bojujejo, se pravi na avstro-ogrski, se bojujejo poleg slovenskih, avstrijskih vojakov, večina narodov znotraj, ki pridejo iz avstro-ogrske monarhije. Se pravi tudi Hrvati, Bošnjaki, veliko muslimanov tudi pride se sem boriti. Seveda Ogri, Madžari, tudi nekaj Srbov, tisti, ki živijo pod avstro-ogrsko. Čehi, Slovaki, zelo veliko ljudi upreže avstro-ogrska vojska. Kadar se Slovenci in Avstrijci spopademo pač z Italijani, takrat je uspeh bolj zagotovljen, ker smo tako mi kot Italijani vajeni na gorati teren. Kadar pridejo madžarski vojaki na Soško fronto, to je zanimiva anekdota, pa niso vajeni goratega terena, ker vemo, da Madžarska je bolj ali manj ena sama ravnina. Takrat imajo pa običajno italijanski vojaki več uspeha proti Madžarom. Se bolj spoznajo na tako okolico. In zanimivo je tudi to, da vsega skupaj 12 ofenziv v teh dveh letih Soške fronte ali 12 bitk Soške fronte, kot rečemo. Bolj ali manj so Italijani kar precej uspešni, vedno prodirajo na našo zemlje. Razen zadnje 12. Soška ofenziva ali bitke, ki se reče bitka pri Kobaridu ali čudež pri Kobaridu. Tukaj Nemci svojo zaveznico avstro-ogrsko podprejo. Pride velik del tudi nemških vojakov se boriti na avstro-ogrsko stran. Predvsem Erwin Rommel, znameniti nemški general, predvsem kasneje z druge svetovne vojne, sodeluje tukaj tudi. Je poklican na avstrijsko stran. In skupaj z vrhovnim poveljnikom na Soški fronti, to je Svetozar Borojević, avstro-ogrski general, ki je hrvaško-srbskih korenin in se bojuje za avstro-ogrsko proti Italiji. Oni pač avstro-ogrska in nemška vojska sedaj naredijo bliskoviti načrt, kako pač potovči oziroma poraziti Italijo. To, kar Nemcem ni uspelo v Franciji leta 1914, to se oktobra, novembra leta 1917 uspešno izvede proti Italiji, bliskovita vojna. Nemško-avstro-ogrska vojska v tej 12. ofenzivi potisne Italijane globoko v notranjost, stran od Soške fronte, globoko v Furlanijo in še južneje, vse do reke Piave. Tam se fronta ustavi. Italijani so uspešno pregnani in odvrnjeni v 12. Soški bitki. Šele ko jih okrepijo drugi zavezniki Italijane, pri Pijavi obstane ta nekako bitka oziroma fronta, vendar Soška fronta je pa takrat že nekako zgodovina po tej 12. ofenzivi. Italija je uspešno odrinjena tukaj, strani Avstro-Ogrske in Nemčije. Tako da nekako zadnja, ta 12. bitka je bila odločilna, čudež pri Kobaridu. No, zakaj je bila Italija vseeno na strani zmagovalcev na koncu in
bova pa Ja, potem pride pa kasneje, ja. in tudi v zaključku vojne bova pa spregovorila po oglasih. Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa. Dobrodošli nazaj. Po Soški fronti oziroma o pogovoru o razmerah na tisti fronti zdaj vstopava v leto 1916. Kaj je bilo takrat? Ja, praktično vsako leto vojne prinese nekaj novega. Zdaj smo videli leta 14-15, kako se je to odvijalo oziroma začelo in mora omeniti, da že leta 14 je praktično to postala svetovna vojna in ne samo evropska. Ker čim je šla v vojno Velika Britanija, leta 1914, vemo, da dežela je imela nenehno veliko kolonij po svetu. Skupaj z britanskimi in irskimi vojaki so vkorakali tudi kanadski, avstralski in novozelandski vojaki. Predvsem Avstralci so se bojevali na turški fronti. To je še ena fronta, ki jo do sedaj nisva omenjala, leta 14-15. Bospor in Dardanele, to je v Turčiji, to je vhod med Mediteranskim in Črnim morjem. Zelo pomembna točka, ki jo je nadzorovalo turško cesarstvo oziroma turški sultanat. In tukaj se Britanci in Avstralci bojujejo, da bi predrli ta turški obroč, vendar na začetku seveda neuspešno. Tako da praktično vidimo iz celega sveta vojaki so se tukaj udeleževali. No, leta 1916 gre pa v vojno še ena evropska država, ki ni imela do sedaj čisto nič, niti s Francijo in Rusijo in še manj z Nemčijo ali Avstro-Ogrsko. To je portugalska vojska oziroma portugalska dežela. Portugalska je že od leta 1910 republika, ki so izgnali svoje kralje takrat, kot vemo še iz oddaje o Portugalski. Ena linija teh kraljev izgnanih je bila naklonjena Nemcem in je živela na Dunaju, tudi med Prvo svetovno vojno, odstavljene Braganse z portugalskega prestola. Druga linija Bragans je bila v Londonu in so bili na strani zaveznikov in oni so nagovarjali iz Londona svojo portugalsko domovino, naj se udeleži vojne na strani Anglije. In resnično leta 16 portugalski predsednik podpiše mobilizacijo na strani Anglije in Francije in se grejo sedaj portugalske čete, okrepijo francoske, belgijske in britanske čete proti Nemčiji. Še en udarec za centralne sile za Nemčijo. Še bolj pomembno je naslednje leto. Zdaj sva prišla do leta 1917, ki pa je morda daleč najpomembnejše, najbolj odločilno in najbolj zanimivo leto Prve svetovne vojne. Torej eno leto pred koncem morije, 1917. Zopet nove države v vojni. Kot prvo je tukaj še ena velika balkanska velesila, ki si jo prej nismo gledali. Sedaj vemo na Balkanu Bolgarija in Turčija, da se borita na strani Nemčije in Avstro-Ogrske. Sedaj vstopi v vojno pa kraljevina Romunija, ki je takrat ravno tako zelo močna v svojem vojaštvu in pomembna sila Balkana. In sicer vlada tam romunski kralj Ferdinand I. ravno od leta 1914, ko je umrl njegov oče in ko se je začela Prva svetovna vojna. Ferdinand I., kot zanimivost ne omeniva še to, da je oddaljeni sorodnik nemškega cesarja Viljama II., izhaja iz iste nemške protestantske hiše von Hohenzollern. Ena linija je zavladala Romuniji v 19. stoletju in protestantsko religijo zamenjala s pravoslavno, ker so postali romunski kralji. In Ferdinand Hohenzollern, kljub temu, da je sorodnik Nemčije, preseneti ves svet in gre v vojno na strani zaveznikov, na strani Antante. Zakaj? Že leta 1914 je v parlamentu v Budimpešti obljubil, da bo vladal kot dober Romun. To pomeni, da se odreče nemškemu poreklu in nemškim koreninam. In nasploh ima Romunija tudi malce obmejnih sporov za Avstro-Ogrsko. Že pred Prvo vojno želi si predvsem velike pokrajine Transilvanije, tista mistična dežela,
mitoloških pošasti, ki jo poznamo iz literature, ki je bila stoletja Madžarska, pod madžarsko krono in Romunija hlepi potem. In ko oni gredo v vojno leta 1917, potem do konca 18, je to za zaveznike zelo dobro in slabo za Avstro-Ogrsko. In zakaj omenjava Romunijo, ki je danes relativno država na obrobju Evrope? Po prvi vojni je morda najbolj zmagovita od vseh, ko zavezniki dosežejo zmago leta 18, ker Romunija dobi največ ozemlja od vseh držav v Evropi. Dobi pokrajini Bukovino od Avstro-Ogrske, potem še Besarabijo in predvsem od Madžarske oziroma Avstro-Ogrske tako zaželeno Transilvanijo. Ozemlje Romunije se je tako ogromno povečalo, skoraj še za enkrat toliko ali za več kot polovico, kot je bila Romunija pred prvo vojno. In v takšni obliki Romunijo poznamo še danes. Nikdar več ni izgubila pridobljenih ozemelj. Madžarska pa je seveda z Transilvanijo izgubila ozemlje, ki je veliko za eno Veliko Britanijo, za Anglijo in Škotsko skupaj. To je Transilvanija, ki gre k Romuniji. Tako da kralj Ferdinand je v Romuniji še danes zapisan zelo dobro. To je zanimivo. Še dva dogodka iz leta 1917, zelo podobna oziroma pomembna. Umik Ruskega carstva iz vojne. Vemo, kaj se oktobra leta 1917 zgodi v Sankt Petersburgu. Pride do hude ruske revolucije, država je v anarhiji, v vojni sama proti sebi in zato je z Nemčijo in Avstro-Ogrsko podpisan mirovni sporazum. Kar je dobro za Avstrijce in Nemce, da je Rusija izločena iz vojne in lahko čete popolnoma se posvetijo Zahodu. Zakaj je v Rusiji prišlo do revolucije? Še to je zanimivo. Ruski car Nikolaj II. Romanov, ki smo ga preomenjali, njegova žena, nemška princesa, ki je ruska carica takrat, ona dva imata na dvoru mističnega in nekako srhljivega pravoslavnega meniha Grigorija Rasputina. On je tisti, ki na podlagi svojih vizij in sanj svetuje ruskemu carskemu paru, kako naj razporedita čete na bojišču proti Nemčiji. Strašljivo, vendar resnično, tako je bilo. Enkrat se mu je sanjalo, da mora ruski car čete formirati pri Tannenbergu, pač velikemu mestu, da se bodo tam Nemcem najbolj dobro zoperstavili ruska vojska. Car ga posluša, da čete točno tja, kjer je prejšnjo noč sanjal Rasputin in posledica tega je, da na fronti pade 2 milijona ruskih vojakov. Katastrofalno, za eno današnjo Slovenijo recimo. To je največje udarce v prvi vojni je seveda prejela ruska vojska. Narodu je to dovolj, delavstvo se opira, tudi sami vojaki, mornarica in vemo, carja in carico so potem strmoglavili v oktobrski revoluciji in tam je prišel na oblast Vladimir Iljič Lenin, popolnoma drug duh časa za vlada. In za Rusijo je prva vojna leta 17 že zgodovina, ker ima težave sama s sabo. To je druga zgodba, ki smo si ogledali v oddaji o Rusiji. Kaj pa se dogodi potem na frontah naprej? Če se je Rusija omaknila, pa končno pride v vojno zdaj še druga velika država. Ravno tako leta 17. Tako, Romunijo smo že omenili, zdaj gredo v vojno še Združene države Amerike. Tudi njih je potegnil vase ta vrtinec morije. Tam je predsednik Woodrow Wilson na oblasti že od leta 1913 in so do sedaj prvo vojno samo malce oddaleč spremljali. Nekateri Američani so jo celo gledali po strani. In še pomemben podatek, zakaj se ZDA odloči, da gre v vojno na strani Antante, torej zaveznikov. Sprva leta 1914 večina javnega mnenja v Združenih državah Amerike je bila, da mora ZDA takoj v vojno, ko je Nemčija napadla Belgijo in Francijo, da se mora ZDA udeležiti vojne na strani Nemčije in Avstro-Ogrske, kar marsikdo danes ne ve. To je zanimivo. Zakaj? Večina Američanov, tudi danes, marsikdo si predstavlja, da so to večinoma potomci Angležev in Britancev zaradi skupnega jezika. Vendar vemo, da ni tako. Velika večina Američanov ima nizozemske in nemške prednike, druga polovica pa katoliške irske prednike. Oboji, tako Nemci in Irci v prvi vojni, so bili zelo sovražni Angliji. In tudi nekateri Američani, ki se takrat čutijo še bodisi Irce ali Nemce, želijo vojno proti Angliji, Veliki Britaniji, da podprejo Nemčijo. To je zanimivo. Woodrow Wilson je tukaj malce zadržan predsednik, malce bolj daljnosežno gleda in
Vendarle se odloči ameriška vlada, da bo živila v Evropo z ladjami pošiljala zaveznikom in ne Nemčiji. Volja vlade, ne ljudstva ameriškega. To je to. Recimo leta 15 britanska ladja Lusitania vozi orožje in živila, pač prek Atlantskega oceana, in nemška ladja takrat torpedira to britansko ladjo Lusitanijo. Za Angleže zelo hud udarec, pa tudi za Američane, ker je umrlo približno 1200 potnikov, kot je na krovu, in veliko je ameriških državljanov. To je prvo nasprotovanje trenja med Nemčijo in ZDA. Še vseeno takrat ne vstopijo. Vendar kljub temu ne gredo v vojno. Je pa to že prvi pokazatelj, da tudi javno mnenje o ZDA se že obrača proti Nemčiji, od Lusitanije dalje. Leta 17, ko pa ZDA resnično napovejo vojno Nemčiji na Avstro-Ogrski, je pa drugi razlog. Sama Nemčija je odgovorna za to. Nemci razmišljajo, da bi tudi vojno proti ZDA sprožili s časoma, kot da jim v Evropi že ni dovolj. In nekako signalizirajo, pošljajo telegram Mehiki, mehiški vladi, ki je takrat v revoluciji, tudi podobno kot Rusija, popolna anarhija, pač vojni sama proti sebi, vendar tudi na meji Mehika ZDA prihaja do trenj. In Nemci želijo to izkoristiti, Mehičani kot večni zakleti sovražniki Američanov. Nemčija pošlje telegram Mehiki, naj napadejo ZDA. Britanci prestrežajo to nemško sporočilo, Mehika seveda potem ne gre v vojno proti ZDA, moral urejati svoje razmere. Britanci dobijo to sporočilo od Nemcev in ga pošljajo v Washington, Američanom. Takrat je mira polna, Woodrow Wilson gre v vojno proti Nemčiji. Sama Nemčija je sprožila to v bistvu. To je bil pa v bistvu kaplja čez rob. Kaplja čez rob, dobesedno, dobro rečeno. Ameriške čete okrepijo v Evropi kanadske, britanske, francoske, belgijske, portugalske čete. Vse tisto, kar se že bojijo proti Nemčiji in sedaj Nemčiji tako slabo je še ni kazalo kot leta 17. Tukaj pride še do enega zanimivega dogodka leta 17. Sami spori med zaveznicama Nemčijo in Avstro-Ogrsko, ker jim voda resnično teče že v grlo. Avstro-Ogrski cesar, ki je nasledil umrlega Franca Jožefa leta 1916, mladi cesar Karel Habsburško-Lotarinški. Tukaj na sliki ga vidimo v krogu njegove družine. Sam Karel je zelo dober monarh, edini politik, premijer, kralj, cesar, pač v njegovem primeru cesar, ki je osebno udeležen v vojni. Vidi, kako poteka Soška fronta, vidi, kako poteka Balkanska fronta in pozna trpljenje vojakov. Noben drug predsednik ali cesar ni bil osebno pač udeležen v vojni razen njega. In on je tisti, ki prvi sproži mirovna pogajanja, da se mora ta Avstro-Ogrska in zaveznica Nemčija takoj umakniti iz vojne in poskrbeti tudi za vojake in umirajoče, ker je šlo že resnično predaleč. Nemčija ni naklonjena njegovemu predlogu. Nemški generali, kot sta Paul von Hindenburg ali Erich Ludendorff, zagovarjata nadaljno vojno. Avstro-Ogrska je praktično leta 1917 vojno že dobila, bi lahko rekli, je zmagovalka. Nemčija se pa še bojuje. Rusija je šla iz vojne, Srbija je poražena, pač Solunski fronti so, vojska se umakne na grški otok Krf. Italija, Soška fronta, Italija je bila pa novembra 17 ravno tako poražena pri Kobaridu, kot smo si ogledali. In za Avstro-Ogrsko je vojna nesmiselna od takrat dalje. Želi si samo še miru, ker je nekako zmage že dosegla. Nemčija želi še vedno poraziti Belgijo, Francijo in Veliko Britanijo in Avstro-Ogrsko opomni, češ, mi smo vam pomagali v Soški fronti zoper Italijo, sedaj se morate zaradi nas, tudi vi, Avstro-Ogrska, bojevati dalje. Tukaj so ta nesoglasja. Sama Avstro-Ogrska ni v nikakršnem sporu s Francijo, Britanijo ali ZDA. To je zanimivo. Oni so svoje tri sovražnike, Ruse, Srbe in Italijane, izvrgli že iz vojne in to je to. Želijo si le miru. Pride še do enega spora med Avstro-Ogrsko in Nemčijo. Nemške ladje, seveda, ker je že huda lakota, tako v Avstriji kot v Nemčiji, Berlin, Dunaj, povsod. Nemške ladje so po reki Donavi iz Romunije vozile žito neposredno v Nemčijo in tam pač oskrbovale svoje ljudi in civiliste in vojake s hrano.
Te ladje so bile izključno pridržane le za Nemčijo. Na Dunaju je eden od avstrijskih oficirjev oziroma generalov izdal ukaz, da eno nemško ladjo zadržijo, da bo žito tudi za nekaj Dunajčanov, da bodo nahranili vsaj za nekaj časa tudi dunajsko civilno prebivalstvo. In ko v Berlinu slišijo, predvsem general Erich Ludendorff, da so Avstrijci na Dunaju zadržali nemško ladjo in vzeli žito, eno samo od mnogih ladij, Ludendorff je tako razjarjen, da razmišlja takrat celo o vojni proti Avstro-Ogrski, da bi Nemčija napadla na jug še svojo zaveznico. Seveda ga nemški cesar in drugi generali od te ideje takoj odvrnejo, ker Ludendorff proti koncu vojne ni več realno razmišljajoč general. To je ta problem. Ne pride do vojne, seveda. Med Avstro-Ogrsko in Nemčijo že s svetom sta dovolj obremenjeni. Tako. In potem leta 1918 pride do samega konca. Tako oktobra oziroma novembra leta 1918 vemo, da se zadnji usodni dogodki odvijajo, ko Nemčija in Avstro-Ogrska dokončno kloneta pod pritiskom celega sveta. Ravno tako Bolgarija in Turčija, njuni glavni zaveznici. Zavezniki so končno zmagoviti, ko nekako uspejo doseči zmago leta 18, vendar pa moramo vedeti nekaj. Nemčija in Avstro-Ogrska se nista nehali bojevati za to, ker bi bili dokončno vojaško poraženi. Imeli sta toliko, ne na vse zadnje, kljub da je lakota, kljub da je kriza, še vedno imata toliko mož in orožja, da bi vojna brez težav lahko trajala še leto ali dve. Ne vemo potem s kakšnim izidom. Vendar pa se nemški politiki zedinejo nekako, da je dovolj trpljenja in Avstro-Ogrski pod Karlovim prizadevanjem, da le podpišajo premirje in da je takrat konec morije. V Versailles, v Franciji, blizu Pariza, podpišajo potem ta sporazum, da je konec vojne in tudi tam Versajska pogodba govori sedaj o trdih pogojih za obe, za Nemčijo. In v Saint-Germainu v Franciji ravno tako podpišejo pogoje, ki veljajo za Avstro-Ogrsko. Sedaj morajo zavezniki obe deželi, obe državi nekdanji, ki jo krivijo za glavno, tako Nemčijo kot Avstro-Ogrsko. Zavezniki krivijo, kot da sta edini dve odgovorni za začetek vojne in sedaj jo morajo primerno ponižati in kaznovati. Tukaj imajo zdaj besedo zavezniki, ne Nemčija. Ja, seveda. In tako tudi Italija dobi veliko zemlje. Pa smo se vrnili zopet tja, kjer sva prej obtičala. Soška fronta je bila, vojna takrat je bila dobljena strani Avstro-Ogrske proti Italiji, novembra leta 17, torej eno leto pred koncem prve vojne. Vendar pa, ker so sedaj Italijani na strani zmagovalcev, na strani Antante, se pravi na strani Velike Britanije, Francije in ZDA, so avtomatsko štejejo kot zmagovalci, kljub temu, da so bili v vojni v zadnji bitki poraženi na Soški fronti. In praktično dobijo nekako vse tisto ozemlje, ki so si ga zadali. Tudi v Sloveniji pridejo vse do Vrhnike, to pride pod Italijo, kot vemo. Večina Primorske, Istre, Notranjske do Vrhnike. To gre pod Italijo. Res pa je, da se je kljub temu, kot marsikakšen slovenski zgodovinar pravi še dan danes, da se je Soška fronta na vse zadnje le izplačala, ker če se ne bi bojevali, če se ne bi borili, bi bila morda Italija, če bi prodrla resnično, bi prišla še dlje do Ljubljane ali celo morda do Štajerske. In v tem primeru brez odpora bi bila Italija še dlje znotraj Slovenije. Tako je, ja. Tako, to je ta žalostni pogled, kako Italijani znajo tisto, kar ne dosežejo v orožju, dosežejo za pogajalno mizo z besedami, kar je nekako tipično za njihov narod. Tisti, ki ni dober vojak, pa je očitno dober pogajalec. To je ta pokazatelj. Sedaj pride tukaj, Nemčija je seveda ponižana in mora Franciji, recimo eden od teh mirovnih pogojev, poleg tega, da se ne sme več oboroževati na svojih nemških tleh, mora takoj svoji nekdani sovražnici Franciji odstopiti dve pomembni pokrajini. Alzacijo in Loreno oziroma Lotaringijo. Tam, kjer je tudi dan danes Strasburg, znamenito mesto in mesto Metz tudi. Vse to je danes v Franciji, prej je bilo to nemško. To mora odstopiti Franciji in tukaj je narod še danes razbit. Ne vedo točno, ali so Nemci ali Francozi, Alzačani in Lotarinžani. Za vsak slučaj narod zna oba jezika tam, kakor si politiki podajajo te pokrajine. In seveda na vzhodu tudi Poljska,
republika nastane, velik del nemškega ozemlja okrnjen in Nemčija se zelo skrči po prvi vojni. Sama Avstro-Ogrska dobi še hujše pogoje, kot tista, zaradi katere se je vojna sploh začela, zaradi strelov v Sarajevo. Spomnimo se na srbsko-avstro-ogrski spor. Narodov je bilo tukaj 13 oziroma 14 in vsi narodi se sedaj razbijajo, gredo zase. Vemo, kaj je za Avstro-Ogrsko po letu 18. Kot je rekel že Woodrow Wilson v svojih točkah, je zapisal, da ameriški predsednik, da morajo narodi Avstro-Ogrske sami odločati v svoji usodi in državah po letu 1918. Zanimivo pa je, da že ameriški veleposlanik, ko je bil nekoč pred letom 1914 na Dunaju in je imel pogovore s tedanjim cesarjem Francem Jožefom in je ameriški veleposlanik vprašal Avstro-Ogrskega cesarja iz oči v oči neposredno. Gospod cesar, mar se vam ne zdi malce zastarelo in nesmiselno, da danes v 20. stoletju v Evropi še obstajajo monarhije namesto republik? Zakaj igrate cesarja nad vsemi temi narodi? To je bilo vprašanje Američana, avstrijskemu cesarju. Franc Jožef je odgovoril, poklican sem od Boga in od ljudi, da nastopam kot cesar svojim narodom. Zakaj? Zato, da bi jih rešil pred njihovimi vladami. Kot da bi imel mož resnično prav, daljnoviden odgovor Franca Jožefa, kaj se je zgodilo po Avstro-Ogrski, ko razpade, predvsem Slovenci in Hrvati pridemo v novo državo imenovano SHS, kraljevina SHS, kasneje Jugoslavija. Še kasneje po vojni, po drugi svetovni, vemo, socialistična federativna republika Jugoslavija. Torej smo prišli spod avstrijske oblasti na Balkan, kar se v razvoju kaže še dan danes in morda lahko pravičeno rečemo, da nam ne gre najbolje. Kar se tiče Čehov in Slovakov, gredo takrat skupno državo Češko-Slovaško, ki je med obema svetovnima vojnama ena najbolj razvitih dežel Evrope. To je res. Kasneje, po drugi svetovni vojni so dobili Rusija in stalinizem, kar je tudi zelo slabo. Sami Avstriji se je tudi zgodilo slabo, kot nebogljeni republike v letih po prvi svetovni vojni. Dobili so Hitlerja in nacizem. Se pravi, vse te države in narodi, nekdanje Avstro-Ogrske, so prišli nekako, bomo rekli, z dežja pod kap po prvi svetovni vojni. Sama Avstro-Ogrska kot ječa narodov je bila morda tudi obramba pred drugimi tujimi agresorji in ideologijami. Potem, ko ni več cesarja, ni več varstva, ko ni več Avstro-Ogrske kot celotne monarhije, nekako anarhija, sploh na Balkanu ali na vzhodu. Tako da morda je imel cesar takrat prav, ko je rekel, želimo varovati svoje narode pred njihovimi neuspešnimi požrešnimi vladami. To je zanimivo. Ja, no, takole za konec, pa še poglejva, kaj so pravzaprav te bitke, te vojne prinesle, nov zemljevid Evrope? Ja, tako. Kaj pravzaprav brbota tam zadaj in že nakazuje neko novo vojno? Ja, zanimivo je, zdaj po letu 18 oziroma že leta 19 se pokaže, po prvi vojni takoj, nov zemljevid Evrope nastane, videli smo ogromno novih držav, sedaj pride Republika Nemčija, nič več cesarstvo. Mala Republika Avstrija, ki je izgubila večino dežel. Republika Češko-Slovaška, kraljevina SHS. Republika Poljska, ki prej sploh ni obstajala, sedaj nastane vmes med Rusijo in Nemčijo. Recimo tudi na severu Republika Finska, ki je končno prišla iz ruskega carstva že leta 1917. To je novi zemljevid Evrope in predvsem novo pojmovanje sveta. Narod je končno sprevedel, kakšna je lahko posledica velike vojne, kako učinkoviti in usodni so smrtonosni plini, strojnice, vsa nova orožja, ki so jih prej že omenjala, za množično uničenje. Prva vojna, ocenjujejo, totalno je vzela 20 milijonov življenj vse Evrope, ali ubitih, se pravi mrtvih, ali izginulih, pogrešanih, ali pohabljenih vojnih invalidov. Med 15 in 20 milijonov žrtev ocenjujejo vse skupaj. In od takrat dalje, takoj po letu 18, to imenujejo seveda velika vojna. Tako so rekli takratni zgodovinari in sodobniki, ker niso vedeli, da se čez 20 let obeta podobna morija, ki bo še za spoznanje hujša. Do druge svetovne vojne so
prvo svetovno vojno poznali kot veliko vojno ali velika vojna človeštva. Mislili so nekako nekateri zmotno, že v 20 letih v Evropi, da je bila to zadnja velika vojna, ki je rešila vse prejšnje spore in vojne. Vendar ni tako. Po mojemu mnenju, seveda, in po mnenju marsikoga, vojne bodo obstajale toliko časa, dokler bo obstajalo človeštvo. Ko bomo ljudje dokončno izumrli, pa ne bo več vojen. Nažalost, žalostno dejstvo. Vedno so neka trenja. Trenja in tekmovanja in politične stranke in ambicije, narod pa vedno trpi in potegne kratko, nažalost. Tako. Goran, jaz se ti bom za danes lepo zahvalila. Vsekakor se bova pa najbrž srečala tudi še za naslednjo vojno, za drugo svetovno vojno v eni izmed naslednjih oddaj. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.